teme. Kids TV. Abu škatla. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. Gremo skupaj? Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. Zjutraj me je zbudilo brenčanje. Dzz. Odprla sem oči, pogledala okoli sebe, napela ušesa, tako kot jih napne mucek, ko lovi miško. Dzz. Spet sem zaslišala brenčanje. Vstala sem, se sprehodila po sobi in spet zaslišala bzz. Od kje prihaja zvok, sem se spraševala, pa sem sledila zvoku in sem prislonila uho na Abu škatlo. Bzz. In je zabrenčalo naravnost iz Abu škatle. In takrat sem vedela, da potrebujem vašo pomoč. Vaš nasvet potrebujem. Kaj naj storim? Si upam odpreti Abu škatlo, če brenči. To se mi še ni zgodilo. Pa veste, jaz nimam tako kot medved debelega kožuha, ki bi me ščitil pred čebelimi piki. Ja, medveda nič ne bolijo. No, edino, če ga čebela piči v smrček, takrat ga boli. Ampak če ga pa v kožuh, se medved ne sekira prav pretirano. Ampak jaz si pa ne želim, da bi me čebela pičila. Tudi v naravi jih opazujem takole od daleč, nikoli ne grem preblizu. Zelo so pridne, lepe, marljive. Ampak, ko pičijo, pa kar precej boli. Zato jih raje tako z varne razdalje gledam. No, da se vrnemo na našo glavno temo. Si upam odpreti pokrov Abu škatle ali ne? Pravite, da ja? Pravite, da Abu škatla še nikoli ni storila nikomur nič žalega? To je res. V bistvu nas Abu škatla vedno kaj novega nauči. Preseneti, to je res. Ampak žalega nam pa res še ni storila. A se opogumim pa odprem? Mi boste pomagali? A lahko skupaj odpremo na 3, 4 zdaj? Ste pripravljeni? No pa dajmo. Skupaj, prav? 3. Ne slišim vas, glasneje. 3, 4, zdaj! Wow! A veste, koliko pisanih stvari je notri? Ne, o čebelah ni ne duha, ne sluha, tako da so bile skrbi popolnoma odveč. Gremo pogledat, kaj je v resnici notri. Nekaj? Kakšne barve je to? Rdeče, nekaj rdečega. Tole notri je krog, to vsi poznamo, kaj ne? Ampak tale zunanji del, pa bi jaz rekla, da je šestkotnik. A ste že kdaj slišali za to besedo? Šestkotnik, zato ker ima 6 kotov, poglejte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zato mu rečemo šestkotnik. Gremo naprej. Še en, zdaj že vemo, šestkotnik. In kakšne barve je? Oranžne. Odlično, ga bom kar tule poleg rdečega postavila. Gremo naprej. Koliko pa jih je? Še rumen šestkotnik, ki ga bom postavila poleg oranžnega. Gremo naprej. Tale je vijolične barve, zelo dobro. In kako smo rekli, da mu rečemo šestkotnik? Tako, tule na vrh rumenega ga bom postavila. Gremo dalje. Tule je še en. Kakšne barve pa je tale? Zelene barve. Odlično. Gremo dalje. Pa še en. Pa koliko je teh šestkotnikov? Kakšne barve pa je tale? Modre, zelo dobro. In, mislim, da je zadnji. Tale je tudi moder, ampak svetlo moder. In ga bom postavila, glede na to, da je zadnji, kar tule na sredino. Zdaj pa bomo prešteli, koliko šestkotnikov imamo v različnih barvah. Pa gremo kar tule od rumene proti oranžni. Zmenjeno? 1, a štejete z mano? Dobro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 šestkotnikov imamo. In veste kaj? Če takole bolje pogledamo, mene spominja na satovje.
Najbolj pisano, sicer kar sem jih kadarkoli videla, ampak prepričana sem, da je to satovje. Veste, medonosne čebele, to so tiste, ki nosijo med, gradijo satovje z voskom. In to z voskom, ki ga izločajo iz žlez na spodnjem delu zadka. A vsi vemo, kje živijo čebele, kako rečemo njihovemu domu? Panj, zelo dobro. A ste že kdaj slišali, zakaj čebele delajo satovje v šestkotni obliki? Ste? Čebele jih delajo v tej obliki, zato ker je prostor tako najbolje izkoriščen, saj vanj lahko pospravijo največjo možno količino medu. Strokovnjaki pravijo, da čebele ustvarjajo pravo arhitekturno mojstrovino. Ja, samo poglejte si jo. Satovje torej imamo, v njem pa manjkajo še marljive čebelice. Sprašujem se, ali so tudi čebelice v abu škatli? Morda me pa moj sluh le ni varal. Ampak so se zdaj male čebelice potuhnile, zato ker nam pripravljajo presenečenje. A pogledam? Tukaj je še nekaj in to zagotovo ni čebelica. Kaj pa je to? Zgleda kot neka pincetka, s katero lahko prijemamo stvari. Morda pa bomo s pincetko prijemali čebelice, da nas te ne bi pičile. Grem hitro gledat naprej v škatlo. Ste za? V škatli je še ena škatlica, nekoliko manjša. Poglejmo, kaj se skriva notri. Bomo skupaj. Pa so res čebelice! Ampak, veste kaj? Te nas pa res ne bodo pičile. Zgledajo zelo prijazne. Pisane so. Ampak, če jih želim spraviti v tole satovje, mi bo v pomoč pincetka. No, zdaj pa je jasno, zakaj je bila tudi pinceta v abu škatli. Ampak, tale abu škatla ima kar dobre ideje, se vam ne zdi? Hvala, abu škatla. No, pa začnimo. Takole, pa bom s pincetko prijela tule za krilca, tole rumeno čebelico. Zdaj pa mi povejte, v kateri krog oziroma v kateri šestkotnik jo postavim. Rumena čebela gre v ne gre v rdeč šestkotnik, ampak v rumenega. Še malo jo takole potisnem, pa je našla svoj domek. Gremo naprej. Pa bom tole, takole zagrabila za krila. Kakšne barve je ta čebelica? Rdeča je in svoj dom bo našla v rdečem krogu. No, čebelica, kar lepo v svoj domek. Odlično. Gremo naprej. Za krila bom zdaj prijela modro čebelico in ta bo šla v modro luknjico. Majčkeno sem nerodna, ampak veste kaj? Nič hudega. Še enkrat bom poskusila in upam, da mi tokrat uspe. Takole, evo. Vaja dela mojstra. Mojster pa vajo. Gremo naprej. Takole bom za krila zdaj zgrabila tole oranžno čebelico in jo spravila v oranžen krogec. Evo. Odlično. Gremo naprej. Še, da pogledam, koliko praznih krogcev še imamo. 1, 2, 3. No, bom zdaj zeleno čebelico ujela in jo tule v zelen krog spravila. Gremo naprej. Vijolična čebela bo svoj dom našla v... Bom še enkrat poskusila, nič ne skrbite. Pridi, čebelica. Ta bi očitno rada šla na travnik, med nabirat. Ne, še veš, čebelica, še malo se moraš spočiti. Gremo dalje. Le še ena je ostala in ta je svetlo modre barve in svoj dom je našla tule čisto zgoraj na vrhu. Odlično! A lahko prosim še enkrat preštejemo, koliko čebel je v satovju? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 čebelic počiva v
7 šestkotnikih. Kako pa rečemo čebeli mami? A se vam kaj sanja? Matica je, zelo dobro. Pa veste, da matica leže jajčeca celo svoje življenje? Zelo pomembno nalogo ima. Veste, še par vprašanj imam za vas, ampak še prej bom kakšno izmed čebel spustila majčkeno ven, na svež zrak, med rožice. Pa si bom izbrala recimo, da tole, zeleno, pridi, zelena čebelica, ne uboga me, evo jo, takole, bzz, 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 bzz. Zakaj mislite, da imajo čebelice party palk? Veste, z njimi okušajo, tipajo in vohajo, zato jih imajo. Kaj pa ima čebelica na zadku? Kaj ima? Ima želo? In kaj želo naredi? Piči. Ampak kdaj nas piči čebelica? Samo takrat, ko se počuti ogroženo. Se pravi, če mi čebelici ne bomo nagajali, nas bo tudi ona lepo na miru pustila. Čebelica ima tudi rilček in z njim sesa tekočino. Čebelica ima 3 pare nog. In na zadnjem paru nosi cvetni prah s cvetja v satovje. Preden se grem naprej igrat s čebelami, ki so super za fino motoriko, imam za vse vas še nekaj vprašanj. Boste odgovorili nanje? Boste, kaj ne? Najprej me zanima, če vsi vemo, kaj je fina motorika. To so ti natančni gibi, pri katerih moramo biti vztrajni, ker so običajno precej zahtevni, ampak ne smete obupati, morate vztrajati, ker vaja dela mojstra, mojster pa vajo. Zdaj pa gremo na vprašanja. Ste pripravljeni? Dobro napnite ušesa. Zanima me, če veste, kako imenujemo moške čebelje člane. Kako jim rečemo? Troti so, zelo dobro. Prejle smo govorili o matici, o mami vseh čebel. Dajte mi povedati, a mislite, da je matica enako velika kot vse ostale čebele ali je večja od njih? Večja je, res je, največja izmed vseh čebel, zato pa je postala matica. Tudi ti greš na sprehod takole. In še zadnje vprašanje. Zanima me, ali veste, kaj je najljubša hrana čebel? Med? Odlično. Koliko novega se lahko s pomočjo didaktičnih igrač naučimo? Le domiselni moramo biti. In veste, kaj je tudi prava zakladnica znanja? Knjiga. V abu škatli sem čisto na koncu s tem levim očesom zagledala tole. Knjigo o čebelah. Zato, če ste radovedni in bi radi o čebelah izvedeli še kaj, lepo iščite kakšno knjigo v knjižnici ali knjigarni in preberite vse, kar vas zanima. Zato pa pravim, da je prava zakladnica znanja. Tule notri najdete vse odgovore na vaša vprašanja. Tako, to je to, čebelice moje. Ja, vam sem rekla čebelice, zato ker sem prepričana, da ste tudi vi tako marljivi kot čebelice. Pospravljate igrače za seboj, seveda jih, umijete zobke zjutraj in zvečer, seveda jih, pomagate mamici nočju, ko vaju prosita za pomoč, seveda ima. No, saj sem rekla, čebelice moje ste. Zdaj pa le še objem, poljubček in pa do prihodnjič. Čebelice moje, se gremo igrat naprej. Zzz.